Moramo se malo prilagajati, ker so res razmere izjemno zahtevne, da odpravimo celoten plan, celoten načrt. Ta teden je verjetno tisti najtežji v naslednjih tednih, ki jih imamo na voljo, in smo vedno na nekem zgornjem limitu utrujenosti in probamo, da ne presežemo to, ampak hkrati, da to količino dela spravimo z načrta. Zaenkrat se fantje dobro odzivajo. Je težko, vsak trening priti na minus 6-7 stopinj, pa na umetno travo je zahtevno, ampak moramo opraviti to danes, da bomo za začetek prvenstva pripravljeni, in če trpimo sedaj, bo lažje potem, ko bomo začeli prvenstvo. Ne moremo zanemariti dejstva, da sta ušla dva zelo pomembna člana naše ekipe, v smislu nogometne kvalitete in kot karakteri. Nazadnje je odšel kapetan in pa kot tehnični lider na igrišču, ampak imamo kvalitetno zasedbo še naprej. Mi moramo zaupati vsem fantom, ki so tukaj, da pokažejo svojo kvaliteto, da nadomestijo tiste, ki so odšli, in upam, da bomo to preživeli. Zagotovo se nekako te cilje morajo ti cilji ostati nepremaknjeni in moramo si zastaviti visoke standarde delovanja, in ne glede na to, kdo odide, da držimo nekako ravno linijo in se premikamo naprej. Tako kot je bilo prej po hierarhiji, z novim delom sezone bo Nejc Vidmar naš kapetan, njegov najožji pomočnik bo Nemanja Mitrović, in v to skupino kapetanov prije tudi Danijel Miškić. To so trije naši vodilni, seveda pa do popolne vrnitve Nejca Vidmarja na gol bo za vsaj za teden, dva ali pa tri vlogo kapetana opravljal Nemanja.